Hvala lepa, Milka in Helena. Torej je samo znamenje, kako hitro se učimo. Smo prej vprašali, Borisa, kaj bi prenesel iz Etiopije v Slovenijo in dejal nasmeh, dobro voljo. No, pa pride še med igro. Hvala lepa. Zdaj bomo nadaljevali pa z naslednjimi 10 minutami, ki jih bomo namenili medicinskemu projektu v Kobu na severu Etiopije. Ana in Matija ter Barbara in Monika so bili na tistem koncu Etiopije te velike dežele. Lep pozdrav torej vsem štirim, ki zdaj že prihajajo v prvi plan, tudi mikrofon bo svet prižgan in začnimo zdaj že ta medicinski pogled. Se mi zdi, da tule bi bilo vprašanj, tistih, ki laiško in oddaleč gledamo morda na misijone malo manj, ker nam je to veliko bolj znano, da medicinske odprave, tudi študente, ki gredo proti koncu svojega študija, odhajajo v Afriko. S svojim znanjem, z vsem, kar znajo, se gredo hkrati tudi učiti, si mislim sam. Pa me zanima, če je res tako. Ana, povejte, a je bilo več učenja ali je bilo več predajanja znanja? No, jaz sem sicer ne spadam čisto v to medicinsko, ker sem logopedinja, tako da sem šla prvotno v Afriko iz te čisto otroške želje, da grem pač v Afriko in pomagam tam otrokom. In sem mislila, da bom pač v vrtcu in v šoli delala, posle pa v učiteljice, tako da sem dejansko pristala pol v bolniškem delu tega misijona, no, in sem bila pri porodu zraven. Se mi pa s tem izpolnila ena ful ogromna želja, da sem res zraven pri porodih. In jaz recimo nisem vedela veliko o tem, nisem medicinka, sem pa poskusila dati to, kar pač lahko sem, dotik. Recimo, ko so bile pač te ženske tam same na tistem stolu, mož pač ni bil zraven, in se mi zdelo, da jim bi to pač pomenilo nekaj in da sem se naučila v njihovem jeziku besede spodbujanje, ki mi je ogromno pomenilo, ta prisotnost. Glede drugih medicinskih zadev pa bolj, da predam besedo. Smo radovedni, kakšne so razmere tam, ko je v bolnišnicah. Matija, je to en povsem drugačen svet, ali se mi ne upravičamo, pridozrujemo nad čakalnimi vrstami pa nad razmerami v zdravstvu? Ja, je pri njih v bistvu zdravstvo kar en drugačen svet kot pri nas. V bistvu ljudje tam doživljajo našo zahodno medicino na drugačen način. Pri njih recimo je značilno, da odlašajo z obiskom pri zdravniku. Najprej si poiščejo pomoč v bližnjem okolju, mogoče grejo najprej do kakšnega lokalnega vrača, šele na to, ko ni druge možnosti, obiščejo zdravnika oziroma pridejo v bolnišnico. Tako da pogosto se zgodi, da ljudje pridejo mnogo bolj bolni, kot smo pa mi vajeni, recimo, ko gremo skoraj za vsako malenkost do zdravnika. Po drugi strani so pa oni tudi, to me je na nek način presenetilo, v tej bolnišnici, kjer smo mi delovali, so bili tudi kirurški prostori. In kirurg je bil tudi, ki je opravljal urgentne posege, ampak problem je bil v ljudeh, ker oni so se bali operacije. Tudi operacije, ki jih mi smatramo za rutinske, naprimer vnetje slepiča. Pri nas veš to takoj operirati, medtem ko pri njih, recimo imeli smo primernega 10-letnega fanta, ki je imel tipične znake vnetja slepiča, ampak so starši zavrnili operacijo, ker se na nek način bojijo tega, to jim je še tuje. In so potem iskali pomoč v drugem mestu, so šli v drugo bolnišnico. Kaj veste, kako se je končalo? Žal ne, nismo prišli do tej čestitni. Bili ste v Kobu, za kakšen kraj, kakšno okolje Barbara Monika gre? Če pogledamo tudi izven samega bolnišničnega dvorišča. Ja, mesto Kobo je drugače uradno za njih vas. Tam živi okrog 40 000 prebivalcev, za okolico verjetno okrog 200 000. Ampak še vendar za nas je to mesto, za njih je pa to vas. Tako da ljudje, ki so prihajali v bolnišnico, ker smo jih zdravili, niso bili samo iz tega centra, ampak v bistvu iz teh okoliških vasi, preko mogoče kak dan, dva, recimo, peš hoda, prišli ženske, ki so prišle roditi, recimo. Recimo ne bom nekoli pozabila punce, stare 18 let, poročena sta bila z možem par mesto, prišla je pa zaradi hude krvavitve po splavu spontanem,
Težava pa je bila, da je bilo treba orlehom operirati, tam je bila ena italijanska ginekologinja takrat, pa je v bistvu mož njen rekel, veste kaj, jaz moram vprašati pa očeta, najprej sem vprašala za dovoljenje, ker tam ženska ne sme, mislim, ima pravice odločati, ne. In je rekel ta mlad mož, smo poročena par mesecev, moram vprašati očeta, ki je pa v vasi, če dovoli, da jo operirate. In smo čakali, da je oče prišel in ga prosili, ker je bilo pač ženska nevarnost te gospe, in je pristal na operacijo in se hvala Bogu se srečno končala. Tako da to čisto en drug pristop tega, ta ruralno podeželje. Ta tradicija, njihov pogled, pa vse skupaj je povsem drugačen. Veliko primerov je bilo na to, kar je Matija rekel, da v bistvu najprej nezaupanje do zahodne medicine, do tega pristopa, kar tudi v njihovi kulturi, ne. To ta princip ležanja, počivanja, recimo pri njih ženske mogoče ležijo 3 ure po porodi in grejo takoj domov z otrokom, nekatere so takoj se ostale pošlene. Ni tako kot pri nas, ko te kaj boli, pa počivaš, pa ne. Doma tam pri njih imajo 5-6 let čakajo, da mama pride domov, ne. Kako pa je z opremo v bolnišnici, na nekaj fotografijah, ki sem jih zdaj opazoval med vašo besedo, sem videl take preproste prostore? Ja, res je. Prostori so zelo preprosti, oprema je tako osnovna in neverjetno so vsi zaposleni te bolnišnice bili hvaležni za vso opremo, ki smo jo mi prinesli pač s sabo, kot ta naša odprava. Smo tudi kar konkretno založili določene ambulante in jih opremili, tako da so bili res izjemno hvaležni. No, prostori so taki enostavni, ampak za naše razmere povsem drugačni. Trudijo se za neke standardne higienske ukrepe, nekako jim dokaj dobro uspeva. Predvsem pa se mi zdi, mene dokaj tako močno nagovorilo, da kisik, pač povsem drugačne razmere so kot tukaj in velikokrat nam ni bilo prav jasno, smo se spraševali, kako bi se določena situacija tukaj v našem svetu zaključila, pa se je recimo v tamkajšnji bolnišnici prav drugače zaradi neopremljenosti vsega tega. Tako da potem, kar smo denar zbrali, smo tudi nakupili kisik in pa še aspirator, te nujne opreme, ki jih bolnišnica vsekakor potrebuje. Ampak ta njihova hvaležnost vseh zaposlenih je prišla zelo močno na ospredje. Mene je to izjemno nagovorilo. Te medicinske odprave v misijonske dežele so vsako leto zelo številčne, veliko jih je na različne konce sveta, potujete medicinci. Pa me zanima, kaj je tisto, kar vas najbolj žene? Vas osebno, da se odločiš tule iz relativnega obdobja, recimo študijske Ljubljane, pa evropskega načina življenja, čeprav za kratek čas, pa veš, da bo šel nazaj, ampak kaj je tisto, kar te najbolj potegne? Ja, moja želja je bila že od nekdaj, da bi šla pač v Afriko in ko je bila možnost, zdaj, da sem letos to izkušnjo lahko bila deležna, mislim, da ta občutek, da nekomu lahko pomagaš, ampak potem, ko se vrneš, ugotoviš, da si ti povsem drug človek, da se spremeniš in ugotoviš, da problemi, s katerimi se srečujemo tukaj vsakodnevno, sploh niso problemi, s katerimi se oni to vsakodnevno tam srečujejo. Tako da ta razlika vsega tega. A se odvide, da bodo ta spoznanja lahko kaj pomagala pri vašem delu zdaj tole v našem okolju? Ja, sigurno. Jaz lahko rečem iz svojega vidika, jaz delam kot zdravnica že 3 leta, specializiram družinsko medicino, ampak veliko tudi dežuram. In se mi zdi, jaz, ko sem šel nazaj, sem čutila eno ogromno hvaležnost. Ne samo za sistem, ki ga imamo, za zdravstveni sistem, da karkoli imaš, pa če je to en odlomljen noht, lahko prideš na urgenco, pa te bojo pogledali in oskrbeli. Dol pa recimo se je zgodilo, to je mogoče Monika se malo navezala, da je v bolnišnici zmanjkalo kisika. Ja. In dejansko ena gospa, zelo mlada punca, z tako nizko saturacijo in so pač svojci rekli, ne, nočemo drugam pelati, ne, pri vas ostane, ne. Mislim, mi smo molili za njo na koncu, in je hvala Bogu preživela, tudi smo potem dobili kisik, ne, zato smo ga bolj odkupili, da bi smo šli. Take stvari te tako nagovorijo in se rečeš, glej, kaj imamo, ne.
Druga stvar pa je bila hvaležnost za vse ostalo, za starše, da sem bila ljubljena, sprejeta, da sem imela možnost šolanja, izobraževanja, da sem lahko zdravnik zastonj, ne. Mislim, take za tekočo vodo, da jo lahko piješ, ko pipo odpreš, take stvari te to prevzamejo, ko priješ nazaj. Mislim, z enim večnim, čeprav sem bila utrujena, 5 tednov smo res delali, včasih mi ljudi to 9 zvečer. In pa, ko sem šla nazaj in sem bila samo 2 dni dopusta in spet nazaj dežuraš in tak naprej, ampak jaz nisem tudi utrujena. Mislim, Matija, da tako skupino, vaš člane, take skupine, taka pot, skupno bivanje, skupno delo tudi zelo poveže. Tudi to verjetno pride prav potem spet doma. Ja, res je. Jaz pa Ana tukajle sva recimo na nek način vidva sta partner, baš nisem prej tega pojasnila. Nama je ta izkušnja v bistvu koristila tudi za najin odnos. Sva se midva bolj spoznala v preizkušnji, drugno sva se bila v oporu tam in sva se letos tudi poročila. Mogoč, mislim, to je bila tudi na nek način se človek bolj poveže, ko je v nekem drugem tujem okolju, v nekih preizkušnjah. Prav lepo hvala vsem štirim za ta pogovor, za vaših 10 minut. Z aplauzom zdaj še vsem štirim. Jaz samo poročim. V nadaljevanju zdaj bova izvadil precej neprofesionalno in res se sprašujem, kako se mi je tole lahko zgodilo. Vabim samo prostovoljce v Salesianskem centru na obrobju Addis Abebe sodelovali, kamor prihaja vsak dan nad 500 otrok. Nisem se pa pozanimal, kdo so in kako jim je ime. Pa bomo to zdaj izvedeli vsi skupaj. Če pridejo 4, ali bo samo 1. Naši mi bo pogovor, eno ime sem ne zapomnil, lep dobro večer, dobrodošla, prosti, oprostite, za tole nerodnost. Zdaj pa takole, 500 otrok. Tudi sam sem bil v ta center, 500 otrok, pa en sami, takrat v tistem dnevu, ko smo mi bili tam skrbel za 500 otrok. Tole zdaj je mala malca. Ena sama pa nekaj 10 poslušalcev. Za kakšno središče, za kakšen center gre spet Addis Abeba, milijonsko mesto, uradni podatki govorijo o 4 milijonih, tako neuradni o 8 milijonih. Otroci pridejo z ulice, mnogi v ta vrtec, tisti, ki skrbi za ne ve, odkot pridejo, potem zvečer spet gredo, ne ve, kam gredo. Mnogi mamice so na ulici, mnogi so odvisniki, mnogi zbolevajo, umirajo za AIDS-om. Kar se nam iz našega okolja zdi verjetno neverjetno. Ko otroke smemo samega pustiti po pločniku, od parkirišča do vhodnih vrat v vrtec. Ja, tako je, živo, jaz sem Ana. V Etiopiji sem šla še z 2 prijateljema, s prijateljico in s prijateljem. Mi se poznamo prej od skavtov, tako da smo se že poznali, smo bili taka družba. V bistvu pri meni je tako, da sem jaz poklicala Jožeta, sem dobila njegovo številko, sem rekla, Jože, mi hočemo iti. Rekel, ni problema, zrihtu in smo šli v bistvu v Mekaniso. To je na obrobju Etiopije. Addisa. To je pravi, da je to najbolj revno okrožje. In to je tudi občutek takoj, ki ga dobiš takoj, ko prideš tja. Mi smo tudi prišli po noči, ampak takoj dobiš res ta občutek. Zdaj v tem centru res tja prihaja dnevno več kot 500 otrok, ki pa niso samo otroci, so v bistvu vseh različnih starosti. Tam so bili po moje tudi mladostniki, ljudje, ki so bili približno toliko stari kot mi, in oni ne zavrnejo nikogar. Tam imaš od recimo tam od 3 let naprej, pa do 20 let vse. In prav res je tako, ne? Oni ne vejo, od kje ti otroci pridejo, ampak vsak je dobrodošel, dokler je priden, dokler se lepo obnaša, dokler ne delajo naredov. In tudi tega se otroci naučijo, da obstaja nek red, da morajo obogati in tudi nekako se naučijo discipline. Ali kaj konkretno dobijo otroci tam vsak dan? Dobijo obrok, topel obrok, kar je zelo pomembno, večina od njih drugače ga ne bi dobila. Se ti zdi, da prihajajo zaradi obroka? Ne. Prihajajo tudi zato, ker imajo tam recimo prostore, kjer se lahko družijo, tam se počutijo zelo varni. Vsi so tam prijazni z njimi, to je ta kompleks, ki je še vsem zaščiten, recimo z ograjo, ograjen. In ne prihajajo samo zaradi hrane, ampak tudi zato, ker so recimo, oni vidijo starejše otroke, ki so se tam izšolali, poleg se pravi obroka, najbolj redni dobijo tudi 2 obroka na dan,
Se pravi, so tam tudi šole. Mi smo bili tam sicer poleti, ko so počitnice, ampak so otroci še vsem prihajali, zaradi tega, ker se tam igrajo. Imajo nogometno igrišče, rokometno igrišče, igrajo se odbojko, imajo pokrite prostore in tudi v bistvu, ja, družijo se, no. Nobenih ne nažene, ničim ne grozi. Zdaj, če si predstavljamo 500 otrok, ne, po standardih naših, pa kakšnega inšpektorata našega bi bilo tam, zdaj ne vem, koliko vzgojiteljic, koliko jih je pa med 500 na obdobju ali sadebe vsak dan? Jaz si zdaj predstavljam to sliko, ki ste jo prav pisali, da je tam en gospod. To je en Italijan, Salesijanc, on res živi samo za te otroke, to je vse, kar on počne v življenju. Si predstavljam, da takrat, ker ni z njimi, pa mol za njih, ker se vidi, da je temu res predan. Tam so tudi etiopijski Salesijanci, ki zdaj, ko smo bili mi tam, so bile počitnice, tako da so oni imeli bolj administrativno delo. In potem smo bili tam mi in še 2 avstrijski prostovoljki, prav tako 2 mladi punci, ki sta se tam imeli kakor nek počitniški program, pa tudi mi, ki smo se samo igrali z njimi, včasih tudi brez programa. Otroci se zelo radi crklajo, vidi se, da to jim res manjka. Pridejo, se usedejo na ročje, igrali smo jim na kitaro, zelo so hoteli tudi sami sprobati, ni jim sicer šel tudi dobro, recimo, bili so 2 dekleti, ful so si punce želele plesti kitke, to res se jim zdi nekaj posebenega, da se nekdo ukvarja z njimi, ne? Ker drugače z njimi nihče ne ukvarja, oni morajo bolj samo preživeti, to je res kar kruto, no? Za otroke. Koliko vas to izmuči vsak dan? Se kaj spomnite tega, da ste bili ob večerih izžeti kot cunja, ali vas je to napolnilo? Nikoli se ne spomnim, da bi bili prav izžeti. V resnici smo tako kar žarili. Mislim, to so le otroci, a ne? In oni se mi zdi, da so v resnici na nek način so srečnejši kot naši otroci. Ker noben jih ne sekira, oni vse, kar morajo biti veseli, morajo preživeti in ker so bili tam, so dejansko tudi bili veseli. Tako da, se pravi, jaz mislim, da nasmeh lahko daš in tudi če ga daš, o tem ne moreš izgubiti, lahko samo nazaj dobiš, a ne? In res ne moreš iti spati slabe volje. Tudi te Salesijanci, pri katerih smo bili, smo se vedno šalili, so zelo dobre volje. Res se vidi, da so napolnjeni s tako vero, s tako energijo, nič ni težko. Res ne živijo pač v nobenem luksuzu, ampak tudi se vidi, da na nek način zaradi te skupnosti ni pomanjkanja, no. Ana, povedi, si želite nazaj? Ja, definitivno bi šla. Zdaj bi definitivno šla nekam stran od Adisa, ker si predstavljam, da je to zelo drugače. Adis je še vseeno mesto, sicer ni podobno na primer Ljubljani, ampak je pa mesto in si zelo želim iti še na podeželje, najbrž bolj na sever, kjer so tudi gore. In sem prepričana, da se bom vrnila v Etiopijo. Tudi dobili smo prijatelje tam in definitivno bomo še nazaj. In če bi vas nekdo, ki si želi postati prostovoljec, kot ste bili ali pa ste vi, kakšno bi bilo eno samo navodilo, recimo imate priložnost dati, kaj bi mu rekli, predno se odpravi? Naj poišče Jožet. Konkretno navodilo, hvala lepa. Smo rekli, kaj je tista, kdo je stična točka, ki nas je pripeljala skupaj. Danes nas druži tudi glasba, kot smo rekli, zdaj bomo spet veseli njunega dela v tem našem večeru, Metke in Helene. Vmes smo najprej, da ljudje pridete sem pred vas na oder, kakorkoli že povem, da podobe, v katere se rejemo in so tako tipično etiopske, da si lažje predstavljate, o čem govorimo in kje so naši prostovoljci bili. Vse to, kar krasi dvorano, je delo fotografa Damjana Voglarja, ki je tudi nocoj z nami in ga prav lepo pozdravljam. Damjan, dobrodošli, hvala lepa tudi za ta vaš pogled skozi eno oko v afriški svet. Zdaj pa spet za